Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Društvo gluhih in naglušnih Južne Primorske letos praznuje 70. obletnico delovanja. Jutri v ta namen v gledališču Koper organizirajo slavnostno akademijo, ki bo združila člane društva, njihove družine, prijatelje ter predstavnike lokalnih oblasti. Cilj obeležitve je krepitev vezi ter spodbujanje razumevanja in medsebojnega spoštovanja. Javnosti želijo sporočiti, da gluhi in naglušni niso le pasivni obiskovalci, ampak si zaslužijo polno vključevanje v vse vidike življenja. Kot marsikatero nevladno društvo se tudi mi danes soočamo z vrsto izzivov. Največji med njimi so pomanjkanje finančnih sredstev za izvajanje posebnih socialnih programov, kadrovske omejitve, demografske spremembe, staranje članstva in težje vključevanje mlajših generacij. Eden izmed največjih izzivov, s katerimi se soočamo, pa je še vedno nizka javna ozaveščenost o potrebah in pravicah oseb z izgubo sluha. To pa ni zgolj pomanjkanje informacij, temveč tudi posledica njihove nevidnosti. Gluhi in naglušni so pogosto tiho prisotni. Družba jih ne vidi in ne sliši. Preprosto zato, ker njihova invalidnost navzven ni vidna. In prav ta nevidnost je tista, ki krepi izključenost. Zato smo letos ob organizaciji Mednarodnega dneva gluhih odločili narediti korak naprej in narediti osebe z izgubo sluha vidne. Na letošnjem mednarodnem dnevu bodo naši člani in gostujoči člani društev gluhih in naglušnih nosili broške. To je logotip našega društva, s katerimi bomo v javnosti jasno izkazali Mestna občina Koper je v smeri izboljševanja kakovosti življenja gluhih in naglušnih že storila določene korake. Leta 2023 je občinski svet sprejel analizo položaja invalidov z akcijskim načrtom za izboljševanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v mestni občini Koper za obdobje od leta 2023 do 2027. Za naglušne smo v letošnjem letu pristopili s predlogom za namestitev indukcijskih slušnih zank za izboljševanje sluha naglušnim osebam. Podali smo predlog več kot 20 organizacijam, ki poslujejo s strankami, tam, kjer je komunikacija z občani, od pošte Koper do Zavoda za mladino, kulturo in turizem, zdravstvenega doma, Rižanski vodovod, svetovalni center Istre Koper, center dnevnih aktivnosti, Ljudska univerza, Zavod za zaposlovanje, upravna enota Koper. Torej vse krajevne skupnosti so dobile tak predlog, jih je kar 22 v mestni občini Koper in tudi škofiji Koper. Torej, naštela sem le tiste bistvene, ampak naše delo se tu nadaljuje, tudi na področje turizma, za hotele, središče Rotunda Koper, obalni dom upokojencev. Kajti, ko smo analizirali, kje pravzaprav imamo to indukcijsko slušno zanko na razpolago, smo ugotovili, da ima to le gledališče Koper. In moram povedati, da smo pozitiven odziv dobili in namestili so že to v Rižanskem vodovodu Koper, in sicer kar 2 na področje, kjer se ureja poslovanje z strankami. Zavod za zaposlovanje Koper bo po sporočilu zadevo realiziral v letošnjem letu. Pri krajevnih skupnostih pa smo angažirali zunanjo firmo, ki bo glede na specifike posamezne krajevne skupnosti, torej glede na velikosti dvoran, poslovnih prostorov, ki jih imajo, zbrali primerne slušne zanke, torej, in tudi izvedli javno naročilo, ki je kar dolgo na tem področju javnega naročanja. Naslednja pomembna stvar je, da smo zdravstveno osebje, tako v bolnišnicah kot v ambulantah, opozorili, prosili jih, da naj spremenijo svoj izobraževalni proces, torej svojega osebja, da bodo z gluhimi in naglušnimi bolj prijazni, v tem smislu, da ko ugotovijo, da jih ne slišijo, naj na njih ne kričijo,
naj ne dvigujejo glasu, ampak naj to sporočijo na drug način, naj to zapišejo, naj to pokažejo, torej na način, ki je za njih primeren. Ravno tako smo opozorili na šoferje Arrive, torej našega lokalnega prevoznika, da morajo tudi pri tej komunikaciji biti pozorni na to. Svojo izkušnjo z gluhostjo in naglušnostjo v vsakdanjem življenju sta podelila člana društva, ki sicer skupno šteje 350 članov. Kot naglušni dijak se vsak dan soočam z različnimi izzivi, ne samo v šoli, temveč tudi v širši javnosti. Pogosto imam občutek, da ljudje ne razumejo, kaj pomeni biti naglušen. Ne slišiš vsega, ampak nisi popolnoma gluh. In ravno ta umestni prostor je lahko zelo naporen. Uporaba znakovnega jezika mi pomaga, da bolje razumem vsebino. V družbi je največja ovira prav komunikacija. Ko sem z več ljudmi, na primer na zabavi, v restavraciji ali na ulici, v šoli, temveč sledim pogovoru zaradi hrupa v ozadju. Ljudje pogosto govorijo hitro en čez drugega, včasih celo roko pred usti, kar mi oteži branje z usti. Velikokrat moram prositi, naj ponovijo in se počutim, kot da sem nadležen ali izpadem počasen. Veliko ljudi ne razume, da je naglušnost nevidna ovira. Če ne nosim slušnega aparata, nihče ne opazi, da slišim slabše. V društvu sem dobila vse. Informacije, podporo, pomoč, tolažbo, spoštovanje, prijateljstvo in občutek pripadnosti. Tukaj v društvu so me poslušali in razumeli. Zunaj me svet ni slišal, ni razumel. V mojih mladih letih so ljudje čudno gledali gluhe. Tu v društvu pa je bil moj edini varen prostor. V Sloveniji imamo več kot 200 tisoč oseb, ki se soočajo z izgubo sluha, predvsem pa je to spremljajoča invalidnost starejših. Narašča tudi število mladih, med katerimi je vedno več tistih, ki imajo poškodbo ali okvaro sluha, velik problem pa postaja tudi tinnitus. Na izolskem mestnem stadionu poteka celovita prenova dolgotrajne umetne trave na glavnem nogometnem igrišču. Občina Izola z investicijo zagotavlja sodobno igralno površino, ki bo ustrezala standardom FIFA Quality Pro in licenčnim zahtevam Nogometne zveze Slovenije. Nova podlaga bo velik doprinos za več kot 300 članov MNK Izola, ki so razdeljeni v 14 starostnih kategorij, od najmlajših cicibanov do veteranov. Igrišče pa poleg nogometašev uporablja tudi širša športna in lokalna skupnost. Projekt obsega tudi obnovo robnih površin ter vgradnjo namakalnega sistema, ki bo v poletnih mesecih omogočal hlajenje igrišča in s tem večjo varnost pred poškodbami. Dela bodo zaključena do konca meseca, vrednost investicije znaša približno 575 tisoč evrov z DDV. Občina je pri tem pridobila 250 tisoč evrov sofinanciranja Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter 75 tisoč evrov sredstev Fundacije za šport. Dobrih 200 učencev in dijakov italijanske osnovne šole in gimnazije je novo šolsko leto začelo v povsem prenovljeni stavbi Collegio dei Nobili v Kopru. Obnova je potekala 2 leti, vredna pa je bila skoraj 10 milijonov evrov. Včerajšnjega slavnostnega odprtja so se poleg koprskega župana Aleša Brežana udeležili tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar in italijanski predsednik Sergio Mattarella. Italijanska narodna skupnost v Sloveniji danes vstopa v stavbo, kjer se bodo mladi lahko učili drug od drugega, spoznavali svet okoli njih in dobili navdih za nadaljnjo življenjsko pot. Tudi v Italiji so poroštvo za vzajemno sobivanje mladih rodov državne šole s slovenskim učnim jezikom, ki jih ščitijo zakoni. Slovenske šole namreč obiskuje tudi veliko mladih iz neslovenskih družin,
ali tako imenovanih mešanih zakonov. Tako kot Slovenija podpira razvoj italijanskih šol, si na drugi strani želimo in podpiramo krepitev avtonomije slovenskih šol v Italiji. To dragoceno poslanstvo slovenski šolniki v Italiji opravljajo vse od povojnega časa in pričakujem, da bodo s tem seveda nadaljevali. Ponosna sem, da je Slovenija vzpostavila dober sistem varstva italijanske narodne skupnosti. V občinah Koper, Izola, Piran in Ankaran delujejo javni vrtci, osnovne in srednje šole z italijanskim učnim jezikom. Slovenska država ne zapira italijanskih oddelkov zaradi manjšega vpisa, temveč zagotavlja njihovo ohranitev in razvoj v skladu s slovenskimi ustavnimi načeli. Stavba je bila leta 1612 ustanovljena kot prva šola v Kopru. V njej so se izobraževali tudi glasbenik Giuseppe Tartini, ekonomist in prosvetljenec Gian Rinaldo Carli, pisatelj Fulvio Tomizza in drugi. Un restauro che non soltanto consentirà a voi studenti di entrare tutti i giorni in aule moderne e accoglienti, ma che serve anche a preservare un edificio storico di così grande importanza. Come ci è stato poc'anzi ricordato, il Collegio dei Nobili è infatti testimone di una secolare e ininterrotta tradizione nella formazione in lingua italiana. Avviene da 4 secoli, nella scuola per eccellenza di questa città. La scuola Pier Paolo Vergerio, il Vecchio, e il ginnasio Gian Rinaldo Carli portano già nella intitolazione l'importanza della formazione nella storia di Koper Capodistria. Poseg je zajemal celovito statično in energetsko sanacijo objekta, prenovo fasade, zamenjavo strehe ter dograditev nove telovadnice z ločenim vhodom. V notranjem atriju je bila izvedena manjša nadzidava, ki je skupaj z dodatnimi etažnimi posegi povečala uporabno površino šole na približno 2800 kvadratnih metrov. Stavba je po novem dostopna tudi gibalno oviranim osebam, saj je vanjo vgrajeno dvigalo. Obnova je prinesla tudi novo opremo, prenovljen pa je bil tudi atrij in dvorišče pred palačo. S prenovo stavbe je občina naslovila tudi prostorsko problematiko šol za potrebe italijanske narodne skupnosti v mestni občini Koper in občini Ankaran, obenem pa poskrbela za ohranjanje pomembnega spomenika kulturne dediščine. Dvojezično območje obstaja, to moramo ceniti kot en izmed velikih bogastev, ki jih imamo, in morda tudi sporočiti širše svetu, da živeti v taki skupnosti, ki je več kulturna, ne predstavlja grožnjo za eno ali za drugo skupnost, ampak je to bolj plemenitenje celotne skupnosti. Predsednika sta svoj obisk Kopra nato nadaljevala na sedežu samoupravne skupnosti italijanske narodnosti v Kopru v palači Graviziju Butoraj, popoldne pa sta se v Pretorski palači sestala z občinskim svetom mestne občine Koper in si v stolni cerkvi Marijinega vnebovzetja ogledala lani restavrirano oltarno sliko Vittoria Carpaccia. Titov trg in Verdijeva ulica v Kopru sta uradno območji za pešce, kjer je vožnja z motornimi kolesi, skuterji, električnimi skiroji in kolesi prepovedana. Ker se številni vozniki teh pravil ne držijo in z nevarno vožnjo ogrožajo pešce, se je mestna občina Koper odločila za okrepljen nadzor. Od 15. septembra bo na začetku Verdijeve ulice promet spremljal napredni nadzorni sistem, ki ga sestavljata 2 kameri. Sistem omogoča prepoznavo registrskih tablic, vrste, znamke, modela in barve vozila, podnevi in ponoči ter v vseh vremenskih razmerah. Ob prekršku so podatki samodejno zabeleženi in posredovani pristojnim službam. Koper bo tako med prvimi v Sloveniji preizkusil tovrstno tehnologijo. Kršiteljem grozi globa v višini 200 evrov. Mestna občina Koper želi z ukrepom izboljšati varnost pešcev, obiskovalcev in turistov ter dvigniti kakovost bivanja v mestnem jedru.
V Marjetici Koper so osnovni šoli Hrvatini podarili dodatne Mako bokse, zbiralnike za ločeno zbiranje odpadkov. Namen projekta je povečati okoljsko zaveščenost učencev ter jih spodbuditi k trajnostnim navadam, ki jih lahko prenesejo tudi v domače okolje. Mako boks je izdelan iz reciklabilnih materialov, razdeljen na 4 frakcije, vodoodporen in enostaven za čiščenje. Zaradi svoje velikosti je posebej primeren za uporabo v šolskih prostorih. V Marjetici poudarjajo, da Mako boks ni le zbiralnik odpadkov, temveč tudi izobraževalno orodje, saj učencem skozi vsakodnevno prakso približuje pomen ločevanja in varovanja narave. Učitelji pripomoček vključujejo v različne učne predmete, od naravoslovja do družboslovja, in opažajo večje zanimanje otrok za okoljska vprašanja. V podjetju verjamejo, da bodo takšne aktivnosti dolgoročno prispevale k razvoju odgovornih navad in krepitvi trajnostne miselnosti med mladimi. Mednarodna kajakaška zveza je sporočila, da bo slovenski četverec, ki ga sestavljajo Mija Medved, Anja Osterman, Anže Orankar in Rok Schmidt, naknadno prejel bronasto medaljo s svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah, ki je avgusta lani potekal v Uzbekistanu. Portugalska ekipa, ki je takrat zasedla 3. mesto, je bila namreč diskvalificirana zaradi dopinškega prekrška tekmovalke Franciske Laja. Slovenci so bili v finalu 4. in za odličjem zaostali le za dobre pol sekunde, zdaj pa jim po uradnem postopku pripada bron. Laja je bila pozitivna na prepovedani steroid DHCMT, zaradi česar je prejela 4-letni suspenz in razveljavitev vseh rezultatov od avgusta 2024 dalje. Diskvalifikacija je vplivala tudi na druge discipline. Tako sta Osterman in Medved v ženskem dvojcu na 200 metrov napredovali s 7. na 6. mesto. Naslov svetovnih prvakov v mešanem četvercu so osvojili Belorusi pod nevtralno zastavo, srebro je pripadalo Madžarom. Pretekli vikend je Pregara gostila 25. svetovno prvenstvo v mori Mora Mondo. V starodavni mediteranski igri se je pomirilo približno 100 parov iz Francije, Španije, Italije, Slovenije in Hrvaške, prišel pa je celo igralec iz Avstralije. Naši fantje so že vrsto let hodijo okoli po svetu na različna prvenstva in tokrat se je ponudila priložnost, da bi lahko bilo to pri nas. Ni bilo drugih zelo zainteresiranih, tako da smo zgrabili priložnost in bo dejansko prvič prvenstvo na tem delu Mediterana, se pravi na vzhodnem delu, na multikulturnem območju v Istri, italijanska, slovenska, hrvaška. Mora je stara mediteranska igra za 2 igralca, pri kateri vsak hkrati pokaže s prsti določeno število, običajno od 0 do 5, in hkrati napove skupno število prstov obeh igralcev. Če igralec pravilno ugane vsoto, zmaga to kolo in dobi točko, igra pa se običajno do vnaprej določenega števila točk, pri čemer strategija temelji na hitrem odločanju, predvidevanju nasprotnikovih vzorcev in opazovanju njihovih gest. V našem društvu organiziramo dejansko turnirje že več kot 20 let, tako da nekoliko že poznamo te zadeve. Ne sicer na takem nivoju, ampak recimo, da poznamo. In tudi že predtem je bil recimo naš turnir dejansko najbolj številčen, predvsem v zadnjih letih. In smo tudi že v okviru našega turnirja imeli veliko gostov, recimo tukaj iz sosednje Furlanije, tako da je bil že takrat malo širši krog udeležencev kot samo domačih lokalnih igralcev. Po skupinskem delu in izločilnih bojih, ki so potekali v soboto, je v nedeljo sledil veliki finale, kjer je bil razglašen nov svetovni prvak. Naslov svetovnega prvaka sta osvojila Loic Borillon in Melissa Hank iz okolice Nice.
Dogodek je predstavljal simbol strasti, kulture in povezovanja mednarodnih skupnosti. Spremljevalni program je s koncerti, družabnimi srečanji in predstavitvijo bogate istrske dediščine še dodatno obogatil izkušnjo obiskovalcev. Poseben poudarek je bil namenjen tudi prenosu tradicionalne igre na mlajše generacije. V petek so v okviru mini olimpijade otroci iz prve triade osnovnih šol spoznali in preizkusili moro. Na dogodku je sodelovalo kar 450 otrok iz koprskih šol, kar nakazuje, da bo ta tradicionalna igra ohranjena tudi v prihodnosti. V sklopu Street Art Festa, ki se je prejšnji teden odvijal v Kopru, se je v nedeljo v taverno vrnil sejem ilustracij, printa in samozaložništva The Sun. Namenjen je bil spodbudi, povezovanju in vidnosti neodvisnih ilustratork in ilustratorjev. Na sejmu so se predstavili samostojni ustvarjalci, kolektivi in novi talenti, ki delujejo v polju ilustracije, tiska in neodvisne založniške scene. Hkrati se je na Malem ukvarjenem trgu odvijalo tekmovanje v grafitiranju, kjer so izkušeni grafiterji 3 ure ustvarjali grafite, mimoidoči pa so lahko glasovali za svojega favorita. Zmagovalec je prejel denarno nagrado v vrednosti 350 evrov. Baletu rečejo labodje jezero. Kako pa rečejo labodu, ki ni na jezeru, ampak na morju? To pa si izmislite sami po ogledu sledečega videa. A ver, aquí va a estar mal. Mira cómo la toma, ¿eh? Toma ya. La leche. Hola, ya está aquí. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika. Že v soboto 13. septembra se bo ob 11. uri v Centru mladih Koper odvil neobičajen dogodek, gre namreč za dopoldanski elektronski dogodek Zajtrko. DJ set bo tokrat pripravila Tamara Kes, srbska glasbena producentka in izvajalka, ki se žanrsko sprehaja med etnom in elektroniko. Svojo glasbo pa je zaobjela že prizorišča na Exit festivalu v Srbiji ter Glastonbury festivalu v Veliki Britaniji. Na isti dan, v večernih urah, pa bo v galeriji Salsa Verde v Izoli odprtje stripovske razstave z naslovom Megafonovih 100. Gre za 100 stripov avtorja Petra Kuntariča, ki so bili objavljeni v sklopu časopisa Megafon. Dogodek se prične ob 19. uri. Istočasno ob 19. uri pa bo na Gažonu pri Kopru potekal koncert Glasbeni bicikel, na katerem bo nastopila zasedba Bandit Orkestra z svojo big bandovsko glasbo. Ob 20. uri pa bo v parku Pietro Coppo v Izoli sledila slavnostna prireditev ob dnevu vrnitve Primorske k matični domovini.
Kasneje ob 21. uri pa bo v izolskem Hangar Baru potekal koncert heavy metal zasedbe Cowboys ter indie rock zasedbe The Kicks. Na ponedeljek 15. septembra pa bo prav tako v Hangar Baru v Izoli potekal stand-up večer z Domnom Baličem in njegovo predstavo z naslovom Žigolo SP. Na sredin večer 17. septembra pa bo ob 20. uri v Centru mladih Koper potekal stand-up večer Bunga, in sicer 61. edicija, ki jo bo povezoval Gašper Bergant in na kateri se bo predstavilo več različnih stand-up komikov iz celotne Slovenije. Naslednji dan na četrtkov večer pa bo De Grassi Aperitivo bar v Izoli gostil koncert pevke Madeline Murano in kitarista Tiziana Boleta, ki bosta pričarala večer džeza in popa. Na petkov večer 19. septembra pa bo ob 20. uri v letnem kinu Arigoni v Izoli oder zavzel Metal Island, kjer bodo nastopili 4 tribute bandi, in sicer AC/DC cover band iz Slovenije, The Legacy of Motorhead z Hrvaške, Unforgiven 4 Metallica tribute band iz Slovenije in Sun Sabbath, torej cover band skupine Black Sabbath iz Italije. To je bilo iz naše strani vse, hvala za ogled in lep pozdrav do prihodnjič. To je bilo za danes vse, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.